za varnost prometov in Svet za preventivo. Prav tako v imenu soorganizatorja Zavod Medovernet Andreje Verovšek. In sem tudi izredno zadovoljen, da se nam je v akciji pridružila predsednica in vodja programa Nataša Sorko, Zavoda oziroma društva Žarek upanja in pa gospod Vili Tomat, predstavnika Selske zveze Slovenije. Seveda tudi v naši akciji že vrsto let sodeluje Katedra za družinsko medicino in Zavod Varna pot. Kot vemo, glavni namen te akcije je opozoriti na posledice prekomernega uživanja alkohola ter izraziti našo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, nasilje v družini ali zaradi nesreč prometov kot posledice alkohola in tudi zaradi bolezni, ko ljudje pač zbolijo zaradi posledice alkohola. Letos bi radi dodali v tej naši akciji, da bi bili vzgled našim otrokom in mladostnikom. Veste, danes biti vzgled je težka naloga. To je težka naloga za nas starše oziroma za odrasle ljudi. In tako lepo smo tudi v združenki zapisali, da bodimo vzgled. Če pa se soočamo z našo zloženko tukaj, pa ravno raziskave kažejo, da 40% Slovencev v zrelih letih visoko tvega glede pitja alkohola. Veste, to je velik podatek. In 10% Slovencev čezmerno pije. To so podatki, ki govorijo, in zato se mi zdi izjemno pomembno, da ta vzgled srednje generacije zelo izpostavlja. Menim, da lahko naredimo vsaj 3 stvari. Da se pogovarjamo o problemu alkohola. Čezmeraj je zelo veliko monetiziranega glede alkohola. Kot vemo, je alkohol poceni, kot vemo, je alkohol zelo dostopen. In to se je spremenilo po polpretekle dobe. Ko alkohol ne bil poceni, ko alkohol je bil kot hrana in ko tudi alkohol ni bil dostopen. Se nas vabim in tudi vas novinarji, ki ste se veliko število udeležili, da poskušamo teh 40 dneh nekaj narediti. In da tudi povabimo srednjo generacijo, predvsem nas starše, da se testiramo ali zdržimo 40 dni. Čeprav vsak dan šteje. Prav tako je zato priložnost za nas starše oziroma srednjo generacijo, da damo sebi priložnost. To je izjemno pomembno vsaj za mene, dati sebi priložnost in to bo največji vzgled našim otrokom. Čeprav se mučimo, čeprav morda ne bomo 40 dni vzdržali, čeprav bo veliko priložnosti. In če nam ne uspe, da se upamo o tem pogovarjati. In to je lahko veliko sporočilo. Vsak dan šteje. Mi smo razpostavili 120.000 zgibanj po vsej Sloveniji, predvsem na župnije in na organizacije, ki z nami že vrsto let sodelujejo. Izredno veseli smo, da se je pridružilo društvo Žarek upanja in da Selska zveza Slovenije. Prav tako bomo tudi organizirali 2 romani, tudi da nekako v tem duhovnem smislu obogatimo to akcijo. Gre za romanje na Brezje že to soboto in pa 10. marca na Svetogor. Tudi tja povabljeni. Sedaj bi pa povabil soorganizatorki naše skupne akcije, najprej gospod Matejo iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometov in Svet za preventivo, da nas pregovoriš, kako je z alkoholom in prometom. Lepo povabljene.
Hvala. Še res lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Žal je alkoholiziranost, sicer je zdaj dolga desetletja, ampak še vedno lahko govorimo, da je alkoholiziranost eden izmed ključnih dejavnikov za nastanek prometnih nesreč, tistih z najhujšimi posledicami. V lanskem letu se je stanje kljub predhodno relativno nekaj boljšim letom stanje poslabšalo in sicer je bilo kar 34% prometnih nesreč s smrtnim izidom povezanih z alkoholom. Povprečna alkoholiziranost je znašala 1,51 grama alkohola na kilogram krvi. Poleg nadzora in celega širšega sistema kaznovanja in za uvedbo rehabilitacijskih programov in drugih zakonodajnih rešitev, je zato zares izrednega pomena preventivno delo in preventivne aktivnosti, ki pa žal dajejo svoje rezultate in učinke na dolgo obdobje, vendar ob tem bi rada poudarila, da te učinki so takrat dolgotrajnejši, trajajo dalj časa, so bolj, kako ne rečem, stabilni. Akcija 40 dni brez alkohola je sigurno ena izmed teh preventivnih aktivnosti, ki so zdaj že kar tradicionalno uveljavljene v našem prostoru in morda tudi razbijajo ta časovno drugo obdobje. Večinoma se nacionalna akcija alkohol ukvarja z alkoholom predvsem v poletnih mesecih in pa potem proti koncu leta. Akcija 40 dni brez alkohola pa razbija prav to nekako spomladanski del zatišja, ki bi drugače vladalo. Hkrati bi rada ob tem opozorila, da se odnos do alkohola v širšem smislu seveda gradi iz družine ven, iz skupine vrstnikov, prijateljev, sodelavcev, torej tistih, ki so nam najbližje, vsakemu izmed nas. In zato je zares pomembno, da opozorimo, da bodimo zgled, vsak izmed nas, bodimo zgled. In iz mojega področja ne sodelujmo v prometu na splošno, če smo pili alkoholne pijače. Niti kot vozniki, niti kot kolesarji ali pešci. In tako pač prispevamo k lastni varnosti in seveda tudi k varnosti vseh ostalih, naših najbližjih in tistih neznancev, s katerimi se naključno srečamo v prometu. Hvala. Hvala, gospod Matija, sedaj pa povabim iz Zavoda Metovernik, da boš spregovorila, kako sodelujemo pri akciji drugo prometa. Lepo povabim. Hvala. Nekdo je lepo zapisal, rad bi zdržal brez alkohola, nočem se razsuti do konca. Ali mar se mi mora to zgoditi, da bom dojel, v kakšni hudi bodi sem. Na svetu obstaja mnogo stisk in težav, na katere ne moramo vplivati. Alkohol in njegova pretirana uporaba pa je gotovo eno področje, kjer skupnimi močmi in vsak po svojih močeh lahko veliko prispeva. In to želimo pokazati tudi s to pobudo, zaradi katere smo se danes tukaj zbrali. V Zavodu Metovernet največ prizadevanj namenjamo aktivnostim preko interneta. Splet ima izredno pomembno vlogo pri pomoči ljudem, zaradi tega, ker je še vedno neka tabu tema, še vedno ljudje se težko obračajo pomoč in zaradi anonimnosti, ki jim jo zagotavlja internet, to lažje storijo. Najprej prebirajo vsebine, kasneje se tudi opogumijo in sami kaj napišejo oziroma vprašajo za svojo stisko, kako se z njo spopasti in tudi najti moč, kako to lahko storijo. Poleg tistih, ki so sami žrtve alkohola, je pa tukaj še ena zelo velika pomembna skupina ljudi in to so njihovi svojci, ki so pa največkrat še večje žrtve. In še posebej za te so zelo pomembne te podporne medsebojne skupine, kjer lahko izmenjajo svoje težave. Poleg spletne strani brezalkohola.si bi posebej izpostavila tudi forum Alkohol, ki deluje na portalu Metovernet. V lanskem letu ga je obiskalo preko 18.000 ljudi, ki so izpostavljali svoje stiske, mnenja, osebne izpovedi, se opogumljali in tudi dobili konkretne nasvete zdravnika.
Na forumu se je odvijala lanskem letu tudi ena zanimiva zgodba, kjer je nekdo začel z abstinenco ravno v tem času akcije in je potem tudi po dnevih zapisoval svoja spoznanja in soočanja. Zdaj, če bi kdo želel, lahko tudi potem kasneje link pošljamo, kaj je zelo zanimivo, ne, kako je on v bistvu online doživljal to svoje spopadanje z abstinenco in pač tudi napredek, ne, ker zdaj je pač 1 leto od tega, zdaj je že neke vrste svetovalec tudi postal. V letošnjem letu je pa novost tudi posebna spletna stran www.budimozgled.si, kjer bo od ponedeljka naprej na voljo tudi kratek vprašalnik, ki nas starše, učitelje, vzgojitelje, dedke, babice pač pozove, da izpolnimo nekaj vprašanj in preko tega preverimo, kakšen je naš odnos do alkohola. Zgled je izjemno pomemben. Dejstvo je, da smo v Sloveniji preveč tolerantni do alkohola. O tem pričajo številne zgodbe in pa tudi podatki, ki jih je zabeležil Inštitut za varovanje zdravja. Saj vsak teden zaradi posledic, ki jih lahko neposredno pripišemo uporabi alkohola, umre 15 ljudi, kar je izredno velika številka, zaskrbljujoča, ni pa nespremenljiva, kot smo v začetku rekla. In na to številko imamo vsi možnost vpliva. Zato vas prosimo in vabimo, da ponesete sporočilo med ljudi, da za zdravo življenje alkohol ni potreben. Hvala lepa, Andreja. Sedaj ste na vrsti naša nova gosta in sem res vesel, in najprej vabim Natašo Surko iz društva Žarek upanja, izjemno lep naziv društva, da nam spregovorite o odnosu mladih do alkohola. Lepo pozdravljeni, kot je že gospod predsednik povedal, prihajam iz društva Žarek upanja in se že 12. leto zapored ukvarjamo oziroma izvajamo programe, v katerem vključujemo osebe, ki težave z alkoholom že imajo. In naša dejavnost je nekako razdeljena na 3 neenakovredne sklope uporedne. Prva stvar, s katero smo se začeli ukvarjati, je bila psihosocialna obravnava tistih, ki težave z alkoholom že imajo. In ta program smo uspeli razviti tako na visoki nivo, da je vključen trenutno v javno mrežo socialnih programov, ker pa smo ves čas delali ne samo z odraslimi, torej s tistimi, ki težave imajo in z njihovimi odraslimi svojci, ampak tudi z otroci, ki izhajajo iz teh družin, smo ugotovili, kakšno zelo veliko trpljenje v sebi nosijo ti otroci, ki živijo vsak dan s to problematiko alkohola, se z njo zbujajo in hodijo od njo spat. Zato smo nekako v te preventivne aktivnosti najprej vključili predavanje po osnovnih šolah, potem pa smo začeli z oblikovanjem zelo strukturiranega programa, v katerega vključujemo ravno te otroci, ki prihajajo iz teh družin. In ta program nekaj let že kontinuirano poteka in v bistvu ugotavljamo, kako otroci iz takšnih družin potrebujejo neko osebno, čustveno in tudi strokovno podporo, da nekako se soočijo s to svojo stisko, s katero so se nekako soočali v svoji lastni družini. In če predstavljati se ne moremo, kako hude stiske nekako nosijo ti otroci s seboj. Glede na to, da je pa zelo težko načrtovati nove programe, nove aktivnosti, če ne preveriš, kaj ljudje mislijo o tem, smo se že leta 2003, potem 2008, 2009 in lansko leto odločili izvesti raziskave in smo preverjali odnos odraslih, najprej osnovnošolcev, nato srednješolcev in na koncu še odraslih do alkohola. In vse to, kar sem do zdaj povedala, nekako ti rezultati tudi kažejo. Ko smo nekako anketirali osnovnošolce in srednješolce, skupaj smo zaanketirali približno 13,000 otrok. Osnovnošolci so bili stari do 12 let, srednješolci tudi do 18. Smo ugotovili, da ti naši otroci in mladostniki razumejo, da imajo njihovi starši zelo popustljiv odnos do tega, da oni pijo alkohol, oziroma rezultati so pokazali, da te
in polovica teh staršev to pitje celo dovoljuje. In v bistvu se tukaj postavlja vprašanje, ali je to prava poteza. Hkrati so otroci poročali tudi, da se prvikrat z alkoholom srečajo v domačem okolju, v družini, ali jim ga ponudijo starši, ali jim ga ponudijo stari starši. Tukaj vendar ne gre odložiti na dejstvo, da so raziskave pokazale, da vsako pitje alkohola pred dopolnjenim 15 letom poveča verjetnost, da bo taka oseba imela težave z zasvojenostjo v odrasli dobi kar za 4-krat. In ko ponujamo otroku mlajšemu od 15 let alkohol, imejmo v misli, da s tem povečujemo možnost, da bo ta otrok postal zasvojen kar za 4-krat. Hkrati pa so naši otroci tudi zelo jasno sporočali, obe raziskavi sta bili izvedeni po sprejetju zakona o omejevanju porabe alkohola, da praktično predvsem v lokalu nimajo težav pri nakupu. In to je še en zelo zaskrbljujoč podatek, nad katerim bi se danes morda morali še toliko bolj zamisliti. Pri odraslih, ko pa smo nekako pogledali tudi začetno starost pitja alkohola, smo ugotovili, da se ta starost iz generacije v generacijo niža. In to je ta podatek, ki je zelo zaskrbljujoč, kar sem že povedala. Morda bi rekla to, da se iz vseh teh podatkov, tudi iz našega dela, to ugotavljamo, pojavlja v naši družbi visoka tolerantnost splošna do pitja alkohola in vsekakor je bolj sprejemljivo to, da nekdo pride v družbo in popije kozarec alkoholne pijače, kot da popije kozarec vode in to je tisto, kar je v bistvu v naši družbi zelo velik problem. In se mi zdi zelo pomembno sporočilo te današnje akcije oziroma te akcije Karitasa Bodimo zgled 40 dni brez alkohola, ker namreč pri našem delu ugotavljamo, da je velik problem v današnjem času komunikacija v družini, med starši in otroki, med vrstniki, ker menimo, da se lahko kar vse zmenimo, tudi če se ne pogovorimo. Ampak komunikacija je ključna, saj dobro vemo, da je ravno pogovor tisti, ki največkrat pozdravi tudi najhujše stiske. Zaradi tega bi lahko rekla, da mi vedno spodbujamo vse in člane družine, na splošno ljudi, da se pogovarjajo čim več, tudi o problemih, tudi o težavah, tudi o alkoholu. Večkrat, ko se bomo pogovarjali o alkoholu, o učinkih alkohola, manj je verjetnosti, da bo takšna oseba imela še zelo veliko željo nekako testirati te učinke. Hkrati pa zelo radi rečemo, da alkohol povzroča veliko škodo. In otrok gre prvič, popije alkoholno pijačo in se ne zgodi nič. Popije drugič, se morda še vedno ne zgodi nič. Pozabimo pa poudariti, da je alkohol pač snov, ki povzroča težave, ampak ne v trenutku, ampak da se ti negativni vplivi na zdravje, na razvoj nalagajo in bojo udarjeni ven kasneje. In to je tudi sporočilo, ki bi ga morali, če že ponujamo alkohol, kar ga ne smemo, otrokom v družini, kar so tudi otroci sami poročali. Tudi ko postavljamo meje, zelo radi rečemo, delaj tako, sami pa ravnamo drugače. Bodimo usklajeni v svojem dejanjih in besedah. Torej, če rečemo, pitje alkohola ni zdravo, tudi sami ne pijemo kar v vsaki priložnosti alkohola. Bodimo, skratka, zgled v pravem pomenu besede. V današnjem času, v sodobni družbi, ko jo nekako prepoznavamo kot neko potrošniško družbo, so ravno pozitivne vrednote, ki so bile leta nazaj še zelo prisotne v našem okolju, nekako izgubile pomen. In veliko aktivnosti tudi mi posvečamo temu, da nekako spet prebujamo pri naših uporabnikih in tudi teh otrocih, obujamo te pozitivne vrednote, jih poskušamo krepiti. Ravno zaradi tega, ker če bodo ljudje imeli nekako krepljene te pozitivne vrednote, pozitiven pogled na svet, bojo nekako opolnomočeni, samozavestni, bo tudi potreba po zaužitju alkohola manjša, s tem pa bodo tudi škoda, o kateri smo danes že slišali,
tudi manjša in skratka lahko nekako vplivamo na njo. Bodimo torej zgled s svojimi vedenji, s svojimi ravnanji, s svojim početjem za naše otroke in mladostnike, ne samo v akciji 40 dni brez alkohola, ampak vsak dan. Prav tako, kot smo že tudi danes slišali, vsak dan šteje. Ampak tudi, ko se akcija konča, ne pozabimo, bodimo zgled otrokom tudi po zaključku akcije 40 dni brez alkohola, saj menim, da je to naša največja naložba za prihodnost. Hvala. Hvala še enkrat, gospa Nataša, in sedaj še imamo enega gosta, gospoda Lidija, iz Gasilske zveze Slovenije, ene najboljših prostovoljskih organizacij, kjer se srečujejo tri generacije, mladi, srednje generacije in starejši, bi vas prosil, da bi nam morda nekaj spregovorili o vzgledu mentorjev na mlade. Hvala, vsem skupaj lep pozdrav. Glede na moto Bodimo zgled mladim, se je vodstvo Gasilske zveze Slovenije odločilo, da se priključi naporom za izboljšanje stanja na tem področju. Vi veste, da ima prostovoljno gasilstvo v Sloveniji kot društvena oblika dela že 144-letno tradicijo, saj je kot prvo prostovoljno gasilsko društvo ustanovljeno med ljudi že 1869. leta. Prostovoljno gasilsko društvo je prostovoljno, samostojno, nepolitično, nestrankarsko združenje občanov, ki delujejo na podlagi zakona o društvih in zakona o gasilstvu. Opravljamo gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost in presega interese članov in jo izvajamo tudi v javnem interesu. Danes imamo v Sloveniji preko 133.000 članov, združenih v 1376 prostovoljnih gasilskih društev, te so povezana v 120 gasilskih zvez in te v krovno organizacijo Gasilske zveze Slovenije. Preko 40.000 članov gasil in gasilcev deluje v operativnih enotah kot javna služba za zaščito, reševanje in pomoč, saj je gasilstvo namreč del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot že rečeno, pa posveča Gasilska zveza posebno skrb mladim, predvsem pridobivanju mladih v gasilske vrste in njihovi vzgoji. Danes je v gasilsko organizacijo vključeno preko 28.000 mladih do 18. leta obeh spolov in to predstavlja kar 21% vseh članov. Mladi postanejo člani gasilske organizacije na lastno željo in ob soglasju njihove staršev, vstop pa je s 7 letom starosti. Od 7. do 10. leta jih razvrščamo v mlajše pionirje, od 17. do 14. leta v starejše pionirje, potem od 15. do 18. leta mladinke in mladinci. Naši mladi člani spoznavajo gasilsko orodje in opremo v gasilski organizaciji, pridobivajo veščine preventivnih športnih značk, sodelujejo na gasilskih tekmovanjih, na gasilskih kvizih, na orientaciji in gibanju v naravi. Gredo na letovanja, taborenja, imajo športna tekmovanja, družabne igre, izlete, pohode, sodelujejo na kulturnih in glasbenih prireditvah. Naj povem mimogrede, da od leta 1993 imamo vsaki 2 leti mednarodno gasilsko tekmovanje, ki se imenuje preprosto gasilska olimpijada in na teh smo v vseh letih dosegali zavidljive rezultate. Večkrat smo bili prvaki olimpijski, večkrat smo dobili zlate značke in 1911. leta je bilo tako tekmovanje organizirano tudi pri nas v Kočevju. Seveda, kdo je tisti, ki za to delo skrbi, da je lahko kvalitetno? Predvsem naši mentorji. Mi imamo poseben tečaj, na katerem te, ki so pripravljeni delati z mladimi, usposabljamo, mu damo določena znanja, zato, da z mladimi znajo delati in predvsem skrbijo za to,
da bodo mladi nadaljevali to bogato tradicijo gasilstva v Sloveniji na eni strani in da mlade na drugi strani odvračamo od vseh teh negativnih pojavov, ki jim danes nudi družba, cesta, cigareta, alkohol, da ne omenjam še kaj hujšega, kot so mamila. Seveda, ne gre samo za mentorje, ki skrbijo za to, da se okrog njih splete prijateljstvo, da se okrog njih potem zbirajo mladi, ampak moramo biti tudi starejši, predvsem vzor mladih. Prepričan sem, da se bodo tudi starejši gasilci radi odzvali v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč, bolezni in ki so posledice alkohola. Veste, da moderna tehnika, s katero danes upravljajo gasilci na intervencijah, je zelo draga, zahtevne so te operacije in seveda pri tem je prav gotovo pomembno, da se dela strezno glavo. Zato Gasilska zveza pri vseh intervencijah strogo odklanja vsako uživanje alkohola. Pa naj na koncu rečem samo en primer, ki se je meni pripetil pred leti, sicer pri podelitvi nekega gasilskega odlikovanja na občinem zboru prostovoljnega gasilskega društva v bližini Kamnika na Gorenjskem. In tam je prišlo do tega, da se je odlikovanec javno pred vsemi člani občnega zbora zahvalil na eni strani Gasilski zvezi Slovenije za odlikovanje in še posebej pa se je zahvalil vsem gasilskim tovarišem, ki so bili prisotni, ki so ga odvrnili od pitja alkohola in ga spravili na normalno življenjsko pot. Zdelo se mi je zelo lepo in zato je ta moto Bodimo zgled mladim prav gotovo tisti, ki ga je treba spoštovati in negovati. Hvala lepa. Še enkrat zahvala vsem, ki ste nas obogatili z raznimi mislimi, tako gospodu Viliju, Andreji, Nataši in Mateji. Sedaj pa vas vabim, spoštovani novinarji, če imate kako vprašanje, morda bolj za naše goste, pa za koga koli. Sonja Buznik, Cvetko, zdaj sta. Jaz bi vas mene eno vprašanje. Sicer ta akcija poteka zdaj že 8 leto, pa me zanima, če lahko čisto na kratko ocenite mogoče njen razvoj, razmah v tem letu. Ja, najprej smo morali stvar nekako zakoreniniti ali pa ukoreniniti, kar ni bilo enostavno. In smo metodologijo izbrali, da smo najprej nagovarjali naše cerkvene organizacije. In mislim, da se je v tem smislu razne svete ali pa skupine znotraj, ki funkcionirajo v župnijah, da smo sploh prodrli, da so nas vzeli resno. Ker to je bil bitka z plini na veter, pa sem ponosen na to, tudi tisti negativni odzunaj odmevi, da bomo pač uničili pridelovalce vinske trte, alkohola. Nekako smo to v prvi fazi skozi dali. Potem smo začeli nagovarjati razna društva, ki so prisluhnila, in moram zelo pohvaliti agencijo, kjer smo se hitro našli, da skupaj lahko več naredimo. To je bila druga faza. In mislim, da smo že zdaj zelo široki postali, da si upamo nagovoriti organizacije, ker mislimo, kot je na primer Gasilska zveza, da je to nujno potrebno, da se o tem govori. Zelo dober odmer preko Ovaneta, kar je tudi gospa Andreja zelo lepo predstavlja to širino. Tako da jaz mislim, da smo sedaj v tisti fazi, da vztrajamo. To se mi zdi ta faza in da ne rečemo, zdaj smo pa vse naredili, ker preventiva se mora nadaljevati. In moramo tudi gledati za naprej, kaj bomo še dodali in se tukaj vidim veliko možnost raznih društev, morda bolj aktivno, to so malo zdaj vizijo pa sanje, v srednje šole stopiti. Dosta se čaka, tako da tudi vas vabim, da nam kakve ideje date za naprej, prosim, sem dogovoril.
Mojca Hofmar, Hofmar. Mene nekaj zanima, a mogoče beležite podatke, koliko ljudi se te akcije sploh pridružilo? Ne, največ bi še overnet, ne. Druga, ni cilj. Cilj preventive, ne se tako jaz smatram, ni da beležimo, pač pa da znova in znova nagovarjamo s posebnimi poudarki, da stvar ostane na nek način zanimiva in privlačna. In jaz mislim, da skrbimo tudi z sporočilom naše zloženke ali pa plakata, da prinaša neko zvonček, lahko je kot pomlad, lahko je zelena barva kot barva pomladi, ne. Tudi na to je splošno sporočilo, ne. Pa velika sporočila ste vi imeli. Ker tukaj je, vse kot sem rekel, še zmeraj veliko mitiziranega glede alkohola, da da moraš popiti, da boš vesel, da boš srečen in tako dalje, ne. Pa ta, kot je gospod Vili rekel, izredno lahka dostopnost, ne, do alkohola, kot smo slišali pri Nataši, lahko gre v bife ali v trgovino. To v nekaterih severnih državah je nezaslišno, ne, so starši kaznovani. Prenaša nekaj prameti ne gre, da bi kdo na to pomislil. Vidite, to je preventivno, na to opozarjamo. To, kako jaz vidim stvari, da nas je čim več omrežil. Čim več. In vi, novinari, ste izjemno pomemben element omrežja. Izjemno pomemben. Da ne govorimo samo zdaj na začetku, da znamo tudi spregovoriti med akcijo, kot nek odmev, in tudi na koncu. Mogoče, no, če jaz dodam še, če gledamo področje prometa, se to stališče do ničelne tolerance alkohola v prometu pač, kako bi rekla, preoblikuje v to smer, ki si jo vsi želimo. Torej, v družbi nasplošno iz leta v leto beležimo večjo podporo temu. Ne? To tudi iz naše raziskave mednarodne sartre, recimo, lahko torej čist na drugih. In zdaj seveda, akcija 40 dni brez alkohola, jaz ne moram reči, da je samo ta prispevek. To je pa seveda tisto, kako lahko merimo pri preventivnih aktivnosti, ki je učinek, ampak definitivno skozi leta se skozi odpiranje diskusije pač ta ničelna toleranca povečuje. Zdaj, vprašanje pa je širše, tudi sama pridružitev akciji 40 dni brez alkohola je na nek način odločitev vsakega posameznika in na nek način tudi intimno dejanje. Tako da tudi zares, v tem smislu, tudi kot smo se skupaj že od začetka pogovarjali, ni cilj, da proderiramo v posameznikovo intimo, ampak toliko, da ga povabimo k sodelovanju, pa ne se on lahko pač čisto zasebno v bistvu odloča, kako in kaj. Bejevca Radio Slovenija. Mene pa zanima, kako je lansko leto potekalo to romanje na Brezje, kako uspešno je bilo, koliko ljudi se je zbralo. Ste bili vi tam tudi osebno? Ja, bil sem na obeh romanjih. Moram reči, da na Štajerskem nismo bili uspešni, treba priznati, ni bilo odmeva, ker zmeraj mora nekdo romanje potekati. Moram reči, da na Brezju in na Sveti Gori imamo ljudi, ki pripravijo, ki nekako tudi poskušajo motivirati, da se nek dogodek pripravijo. Je gotovo romanje ima to duhovno dimenzijo. In tukaj je tisti, da rekel, še vrednost, ki jo premalo izkoriščamo, da drug z drugim v duhovnem smislu čutimo, se podpiramo in ne preštevamo. Namen romanja je, da ne preštevamo, če je nekdo tam, če ima težave, on rabi podporo, bodi si od nas, ki bomo tam, ki morda nimamo težav, oziroma ob Mariji, ker Mariji nas središčajo. Tako da, jaz sem bil presenečen nad obiskom, v zadnji to 2 leti traje, 2 leto, in tudi mislim, da bo letos. Zopet se pa nismo preštevali. Smo pa bili zadovoljni. Tudi torej, da toliko ljudi